lastnik in dolgoletni direktor, zdaj pa prokurist podjetja Genis d. o. o. Zakaj ste se odločili za ustanovitev svojega podjetja? Hvala na vprašanju. Podjetje Genis je nastalo leta 1994. Jaz sem bil takrat glavni direktor za razvoj in produkcijo v podjetju Src. In moja strategija je bila uvajanje inženirskega pristopa v razvoju in uvedbi informacijskih sistemov. Ker nismo našli skupnih interesov v podjetju, sem ustanovil svoje podjetje in glavna dejavnost podjetja je od začetka uvajanje inženirskega pristopa pri razvoju in uvedbi informacijskih sistemov. Kaj pa je bil ključni dejavnik za vaš uspeh oziroma za uspeh vašega podjetja? Ključni dejavnik je bil prvo profesionalnost, drugo kvaliteta in tretja, da se upaš. Česa pa vas niso naučili v šoli, pa bi vam pomagalo na vaši karierni poti? V šoli mi niso naučili, da je bistveno, kako sodelovati v podjetju, kako sodelovati v timih in da to ni samo ukazovanje, ampak da je to velika mera medsebojnega komuniciranja in medsebojnega zaupanja. So vam pomagala v poslu tudi druga znanja, neformalna znanja, mogoče hobiji? Športne aktivnosti v timih. Tam velja, da ni najboljši tisti, ki daje gole, ampak so najboljši tisti, ki skupaj dajo gol. Katere pa so ključne stvari, ki vodijo do uspeha? Ključna stvar, ki vodi k uspehu, je, da najprej imaš idejo. Seveda zdaj pa glavno je bilo pa to, kar idejo, ki jo imaš, je treba znati prodati. In pa še prodano idejo je treba tudi realizirati in zaračunati. Za konec mi pa še prosim povejte, kaj svetujete mladim, ki iščejo svojo prvo zaposlitev? Zdaj, ogromno variant. Prvič, ta varianta startupa je sigurno prava, samo boste šli v tujino. Združite skupaj idejo. Je potrebno imeti za to idejo res narediti en osnovni poslovni načrt. Ugotoviti rizike ali pa vsaj katere bi bile omejitve, katere konkurence, ta osnovno SWOT analizo je treba narediti. In združujte se, mladi. Vstopite v Evropo. Vstopite. In tam v Evropi se borite, imate veliko znanja, borite se z Evropejci. Ne gledati na nerazvite, gledajte na razvite.